Ko sem se pred 22 leti začel malo bolj za gospodarstvo zanimati, je takrat človek najbolj dovzeten za neke nauke in eden od naukov, ki sem ga prevzel takrat od guvernerja, danes direktorja Unicredita gospoda Arharja, je bil ta, da je kapital plaha ptica. To je ena prvih stvari, ki me spremlja in moram priznati, da se je to, vsaj v moji karieri, zelo velikokrat potrdilo. Danes je v koalicijski pogodbi, pa tudi drugače veliko govora o tem, da je treba pač banke sanirati, da je treba banke ozdraviti, zdaj pač termini, nekateri so ljudski, nekateri so bolj tehnični, če se nekdo, ki je profesionalc, sliši sanirati, je že groza in strah, medtem ko v politiki pa med ljudmi pa te besede kar tako grejo, ampak ključen problem, kot ga jaz razumem, je ta, da imajo banke preveč slabih terjatev glede na kapital. To se pravi, če se želi banke izboljšati, je potrebno poiskati svež nov kapital, ta kapital mora od nekje priti. Imamo dva primera v Evropi, Volksbank je prodala celotno svojo vzhodno in srednjo evropsko skupino največji ruski banki, banka, kjer je, v kateri slovenski podružnici je gospod Arhar tudi direktor, je z prodajo delnic po precej nižji ceni, kot so si želeli obstoječi lastniki, pridobila svež kapital nedavno. Kakšne ima pa zdaj možnosti te slovenske banke, ki ravno tako potrebujejo svež kapital? A je razlog tukaj, da smo optimisti, ali je morda vlada preveč obljubila, ki je rekla, da ne bo z državnim denarjem bilo potrebno bankam pomagati? Ja, lep večer, sem skupaj, gospa ministrica, gospod minister, vsi ostali gospodje tukaj in seveda oba predgovornika, najlepša hvala za povabilo v to vašo sredino. In hkrati prvo razmišljanje na to temo, namreč kako sam vidim situacijo tukaj v Sloveniji. Pri taki strukturi trga, ki jo imamo, pri taki lastnini, ki jo imamo, seveda tukaj v Sloveniji in na drugi strani tudi pri taki koncentraciji, ki jo imamo na trgu. Mogoče bom tukaj najprej začel. Namreč Slovenija je specifična, kar se koncentracije finančnega posredništva tiče. Če mene vprašate, to je eden od problemov tudi, da imamo tako strukturo in da je bila taka struktura dejansko od vsega začetka podprta. Namreč se strani politike. Vi veste, v bivši Jugoslaviji se je vedno govorilo, da so banke centri odtujene moči. To je bil izraz v socializmu. Še lansko leto v septembru, ko je klub menedžer pripravil okroglo mizo, smo slišali od enega znanega slovenskega politika isto terminologijo. Najprej bi ponovil tisto resnico, ki se jo vsi skupaj premalo zavedamo. Namreč, da je banka finančni posrednik in da tista vera v to, da je banka inštitucija, ker je vedno denar in ga je preveč in tako naprej in se dela karkoli hoče, je popolnoma napačna. In če to veš, da je vsaka banka finančni posrednik, to pomeni, da živi najprej od zaupanja, od tistih, pri katerih zbira sredstva, denar in na drugi strani, da ji ne tolerirajo niti dneva zamude pri izpolnjevanju njene obveznosti, ker zamuda v banki pomeni lahko smrt v enem dnevu. Zamuda v banki pomeni nelikvidnost. In če civilna zakonodaja pozna status dolžniške zamude, upniške zamude, banki ti pravni inštituti niso priznani. Vi veste, ameriška banka Lehman Brothers je propadla v enem dnevu.
banka, ne pozabimo, ki je imela v 19. stoletju patent ameriške vlade, da je lahko izdajala dolarje. Ameriška centralna banka bo drugo leto praznovala prvo stoletnico, kar je bila ustanovljena 1913. leta. In če se ti na trgu sesuje taka inštitucija v državi, ki je vzpostavila teorijo too big to fail, da je nekdo prevelik, da je prepomemben, da bi padel, potem vi veste, kaj se zaupanje. To se pravi, zaupanje se sesuje. Kot je rekel profesor Friedman, ki velja za enega najbolj znanih monetaristov, denar je lahko za vas kos papirja, za drugega kovanec, za tretjega ne vem kateri vrednostni papir, ampak na koncu denar je vera v koncept. Ali v nekaj verjameš, ali v nekaj zaupaš, ali ne. To je temeljno vprašanje. Na koncu je vsaka diskusija o višini obresti, o višini donosa brezpredmetna. Če nimam zaupanja, in ta kriza ponovno kaže na to, zaupanja ni. In tega zaupanja ni celo danes, prosim. Ni zaupanja med bankami. To, kar se kaže in ko se je pokazalo v jesen, poglejte, Evropska centralna banka, ki je partner temu bančnemu sistemu, monetarni uniji, je konec oktobra imela celo situacijo, da so bili nočni depoziti, ker se niso upali drugim bankam na denarnem trgu, na istem nivoju, kot je bila njihova izpostavljenost se s krediti. To se še ni zgodilo. To je višek dejansko nezaupanja. Zakaj? Ker sodelovanje med bankami je partnersko, ni podrejenosti, ni garancij. In to pomeni, da jaz vam zaupam toliko, kot imam z vami izkušen. In vam toliko posojam, kot imam z vami izkušen. Nimam nobene hipoteke, nimam ničesar. In seveda, če imam to izkustvo, da propade taka inštitucija, kot je ameriška banka, potem je to seveda višek dejansko, ki se potem razleze, po domače povedano, na vse ostale. Torej, to pomeni, da lastni kapital v bankah je pravzaprav najmanjša kategorija. Ker poglejte, če si posrednik, posreduješ med eno stranjo, ki premoženje ima, in drugo, ki ga nima. Če bi to posredovanje potekalo idealno, jaz imam do vas obveznost, ki ste mi dali depozit. Ta denar plasiram vizavi tistim, katerem jaz zaupam. In če bi ti spoštovali pogodbe, po črki, po dnevu, potem verjemite mi, dejansko kapital ni potreben, bi lahko minimalen kot za družbo z omejeno odgovornostjo, ker dejansko posredujem med dvema skupinama. In če vi pogledate tudi slovenski zakon, kdo je poučena oseba ali kdo je nepoučena oseba. Zakonodajalec uporablja definicijo, da nepoučene osebe smo vsi mi kot fizične osebe. Zakaj? Ker ne moremo imeti znanja in nimamo potrebnega znanja za oceno tveganj, s katerimi se srečuje bankir. To je definicija za tudi varstvo, ki je danes v Sloveniji za 100.000 evrov, brez vsake države seveda. Mi nimamo več državnega jamstva. Mi smo imeli samo v krizi do konca 2010 kot intervencijo državno jamstvo. Danes ni nobenega jamstva. Danes naj bi bila solidarnost med bankami, če se kdo zruši, da se bo izplačalo tisto dejansko, kar se obljublja. Zato, gledajte, zdaj vprašanje, če imamo tako situacijo in če smo mi enkrat dali v praksi bančno sanacijo in smo jo začeli 27. januarja 1993. leta v največji banki, 1. aprila istega leta v Mariboru, naslednje leto še v Novi Gorici. 4 leta smo dejansko imeli to sanacijo. Ampak kakšna je bila razlika med sedanjo situacijo in takratno situacijo? Velika.
velika zaradi tega, ker takrat je državni zbor sprejel pomemben zakon za 2,2 milijarde nemških mark, na podlagi katerega je država izdala obveznice. Da so te obveznice prišle v premoženjsko bilanco banke na eni strani, na drugi strani je pa centralna banka, in tukaj je bistvena razlika, prevzela nase odgovornost in obveznost, da je dnevno skrbela, da je banka živela z likvidnostjo. Na dnevni osnovi. Zato, da se je dejansko pridobilo na času in da se je začel postopek izboljševanja aktive in da je dejansko dobivala nazaj denar. Vi veste, danes smo sestavni del Evropske centralne banke. Nekaj takega ne obstaja več. Taka možnost. In gledajte, na temo tega zakona, november 92. leta, vi veste, slovenska država je takrat v začetni fazi sprejela nekaj zakonov, ki so pomagali takrat gospodarstvu na samem štartu. Eden je bil ta. Drugi zakon je bil Slovenske železarne. 3. Jesenice, Ravne, Štore. Drugi zakon. Tretji zakon, sanacija splošne plovbe preko nje Koprske banke. Četrti zakon, investicijska dela v tujini, ko je država prevzemala terjatve nase pa dajala papirje. 5. zakon, stare devizne vloge. Vse to, če si pogledate, portfelj obveznosti države, večinoma na 30 let, tako imenovani bullet sistem, kapital se plača na koncu, vmes se plačujejo obresti. In da boste bolj razumeli grško zgodbo. Glejte, kaj se je zgodilo, ko se je evro rojeval. Takrat sem bil zraven in takrat smo 2 leti diskutirali 2 temi na konto evroja. Prvič, kakšen je bo tečaj ob rojstvu evroja, vis-a-vis valutam, ki bodo izginile. In še težja je bila diskusija, kakšna naj bo obrestna mera, ko se bo evro rodil, kot nova valuta. Kajti takrat sta si stali nasproti 2 tezi in 2 argumenta. Če bo stara valuta izginila, potem naj z njo gre tudi v pozabo stara obrestna mera. Valuta deli, ali pa obrestna mera na eni strani deli usodo valute. Kakšna je njena stabilnost in vse ostale karakteristike. Ne? In vi veste, tako v primeru Grčije, tako v primeru Italije, so bile obrestne mere z 2-mestno številko. In po 2 letih diskusije, kaj je manjše zlo, ali za stare obveznosti pustiti stari obrestni nominalizem, ali sprejeti novo obrestno mero 4,75, je prevladalo mišljenje, da v izogib sporom, da je boljši sprejeti za stare obveznosti staro obrestno mero z novo valuto. In tako situacijo imamo mi v Sloveniji, to da veste. Vse te zakone, ki sem prej naštel, mi smo takrat, vi veste, glede na to, da smo imeli visoko inflacijo, 22,5 na mesec, ko se je tolar rodil, je bila inflacija. Konec oktobra 91. leta je bila obrestna mera 996% letna v Sloveniji. In zato smo mi uporabili nemško marko in valutno klauzulo. In če greste te zakone gledati, so vsi se s to klauzulo. In kaj, ko je evro prišel? Ta se je spremenila v evro. In zato imate te obveznosti danes v proračunu za isto obrestno mero nasproti evroju, prosim. Ne? Jaz sem večkrat tudi pokojnemu predsedniku vlade rekel, najprej v parlament, ko se je evro rodil, da bi ljudem pojasnili, kaj je prišlo iz neba kot mana, pravzaprav, za vse tiste, ki imajo take terjatve, in na drugi strani šiba Božja za tiste, ki imajo take obveznosti zdaj. In taka je situacija, gledajte, v Italiji, taka situacija v Grčiji, za vse stare stvari, stara obrestna mera, pa nova valuta. A si vi predstavljate, kakšno zaupanje je bilo uvoženo v vse te države, ki so dobile evro, pa so imele lahke valute ali mehke valute,
s tem, ko je njihova obrestna mera padla iz dvomestnega števila na enomestno številko na 4,75. To je bila dejansko fiesta v teh državah, ker so se na nov način lahko zadolževale in drugi poduk od tukaj je. Trgi niso nikdar moralno neutralni, ne pozabimo tega. Kajti vsi ti trgi so to vedeli. In ko je prišla informacija na trg, da bo stara obrestna mera za stare stvari, se je na hitro še dodatno investiralo v te papirje. Zato, ker je bilo logično. To je najboljša investicija, naprej bo bodoča ena valuta, ena obrestna mera, za te stvari pa stara. Jaz sem nikdar pozabil 13. marca 98. leta, ko je Grčija bila na tem, ali bo začela z RM2 mehanizmom ali ne. In ko je končno politika odločila, da bo. Bila je devalvacija, 13,96% drahme, obrestna mera je bila 15%, posledično irski fond revalviral in tako naprej. Kaj hočem reči? Oprostite, današnja politika, evropska, monetarna in ostala politika, vse to ve in more to vedeti. In trgi to vedo. In zdaj, če si vi zamišljate, kakšna je reakcija teh trgov? Trgi so vse vedeli. Trgi so takrat vedeli, da so določene države izven maastrichtskega okvirja, ampak so naprej na veliko dobavljali, posojali. Za približno iste številke, kot jih danes poznamo, prosim. Ne? Kako se je ta tržni sentiment čez noč spremenil? Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker običajno o teh stvarih se ne govori. In običajno so odgovori tudi za bodočnost Evropske unije tukaj, v razreševanju tega, ne? Ker mi govorimo zdaj samo to, oni so trošili. Kdo je služil, se ne govori. 60% domače banke, 12% francoske, 10% nemške, derivativi 60% ameriške banke. To je struktura trga. In zdaj, če grem jaz nazaj domov, tukaj na naš trg, ne? Mi se moramo to vprašati zdaj. Če je za razliko od tistega časa, ko smo imeli svojo denarno politiko, ko smo imeli omejitve kapitala, mi smo uvedli popolno kapitalsko svobodo za prebivalstvo po sili Evropske unije 2002. Prej smo za podjetja, prej smo imeli take in drugačne omejitve. V čem se je zdaj zadeva spremenila? Trg je svetovni, informacijska prednost, o kateri smo vedno govorili, da je v bankah, ne, povsod v svetu, ker banke so stičišče pač na obeh straneh bilance različnih subjektov. Ne. Je zdaj temeljno vprašanje, kako se v teh inštitucijah gospodari. To je zame temeljno vprašanje. In kakšno korist imamo mi od tega premoženja? To je zame konkretno vprašanje. Ne samo od tega, ki je v bankah, od vsega državnega premoženja. Ker če bi danes, ko se mi glavnem ukvarjamo z javnimi financami, kako in kje prihraniti, ne, človek bi pričakoval, da bi od teh 6-8 milijard državnega prosim, da bi iz tega premoženja dobil pomoč v proračun. In imaš obratno situacijo, da moraš ti iz proračuna tekoče ga dajati zdaj, zato da boš to saniral. Moja teza je še druga. Država je lahko dober lastnik. Pod kakšnimi pogoji? Če ima profesionalne in poštene menedžerje. Oprostite. Pa da bodo ti znali svojim ljudem v ozadju po logiki corporate governance povedati tisto, kar jim gre. Če je cilj, da je to delniška družba, da ima rezultat, da ima dobiček, ne, in da ima korektno politiko rizika. Kajti, če vi tega nimate in če nimate vi tega zavedanja in te odgovornosti, oprostite, denar boste dajali, kakor se vam bo zljubilo. In primer Slovenije je tak. Cela vrsta stvari, oprostite, mi smo včeraj imeli celo popolno tamle diskusijo v TR3 na to temo, kaj delati zdaj v bankah. Kako? Na eni strani tudi v teh programih se govori o tem, da je treba odpraviti kreditni krč.
Glejte, 2 leti je že v Sloveniji rast kreditov negativna. V gospodarstvu sploh, v zadnjem času upada seveda tudi pri prebivalstvu. Zakaj pri prebivalstvu? Na eni strani vi veste, da je bilo glavno gonilo pri prebivalstvu nepremičninski sektor. In hipotekarni krediti, če vi gledate strukturo slovensko z Evropsko monetarno unijo, koliko od vseh kreditov, ki gre prebivalstvu, je hipotekarni, je približno ista slika. 70% zadolžitve gre za nepremičninski trg. Kaj se je z njim zgodilo? Se ve. Na drugi strani, če vi danes pogledate ta segment prebivalstva, kakšno težo in kakšen pomen ima v bankah. Po zadnjih podatkih 15,2 milijarde je denarja od prebivalstva v bankah v Sloveniji. Na drugi strani, koliko ima dolga to prebivalstvo? 9,4 milijarde. To pomeni, saldo je pozitiven, prebivalstvo naprej financira banke in preko bank, finančnega posrednika, dejansko podjetniški sektor. In da se je tudi tukaj rast upočasnila, je ena zadeva nepremičninski trg, druga zadeva je višja stopnja brezposelnosti, mi vemo 112 tisoč ljudi je brezposelno, posledično manjši dohodek in tretjič, večje potrebe po denarju za servisiranje obstoječega dolga, ker ta dolg je tudi rastel pri prebivalstvu. In torej mi kreditnega krča na način, s katerim ki ga je začela lansko leto vlada, bivša vlada, da je uvedla takso na bilančno vsoto, zato da bi banke dajale denar, to je najbolj zgrešena stvar. Jaz sem to povedal tudi na tem sestanku v parlamentu, ker mi smo ta primer poznali iz prve sanacije, ko so tukaj hodili Irci, pa razne nasvete delili, ker so Irci to uvedli, pa so kmalu potem ta inštrument razveljavili. Na tak način, oprostite, vi ne morete nobenega prisiliti, da bo dajal več kreditov, ker če bo dal po tem principu, njega ne bo zanimalo, kakšna tveganja dejansko sprejema. Skratka, gledajte, moje razmišljanje. Če imamo 20-letno izkušnjo, kako te banke delujejo in da te banke ne delujejo v zadovoljstvo lastnikov, pa še koga drugega, potem bi moral nekaj narediti, ker drugače bom permanentno dajal. Mi smo rekli OECD-ju, da smo zainteresirani za članstvo končno. OECD skozi govoril, kakšen je corporate governance pri nas. In to se ni nič spremenilo. Naprej se iste zgodbe ponavljajo in noben pa nič ne odgovarja. To je ta največja tragika. In če je temu tako, prostite, pa se moram pa isto vprašati, kaj je manjše zlo pri odprtem trgu, v Evropski monetarni uniji, ko imam dostopa praktično do vsakega, če sem dober. Za dobre se vsi zanimajo, verjemite mi, domače, pa tudi direktno tuje banke. Tako da, če mi tukaj ne mislimo spremeniti, potem je zame odgovor jasen. Dajmo to odgovornim lastnikom, pa od njih zahtevajmo tisto, kar je treba zahtevati. Poglejte, ko je bilo omenjeno, recimo naša banka. Kakšen je sistem pri nas? Pri nas je sistem, da ima 7 pomembnih solastnikov violinov v rokah. Kdo so ti? To je nemški Allianz, največja zavarovalnica, to je italijanski Generali, njihova največja zavarovalnica, to je libijska centralna banka, to je italijanska firma Max Mara, to je finančna korporacija iz Verone, to je norveški naftni sklad, savski naftni sklad, pa še zdaj je eden prišel iz Arabskega polotoka. In nazadnje, zdaj, ko je bilo to narejeno, je prišel še pomemben sklad iz Kalifornije. Ti imajo po 5% razen skladov po 2%. In vse ostalo je tako imenovani float. Je na trgu. In kaj se je ugotovilo? 14. novembra je bila seja nadzornega sveta, to je bila nedelja, ko je Evropska unija 26. oktobra predsedniki vlad sprejeli odločitev in določili, katere so sistemske banke, ker ugotovljeno je bilo, da
propad Lehman Brothersa na način, kot je bil, pomeni večjo škodo za vse, kot pa če bi ga reševali. Na način, ki je transparenten, seveda. In zato vi veste, že takrat v Washingtonu ta skupina G20 se je pogovarjala o tem, da se identificira, kdo so sistemske banke. Vendar za sistemske banke, ki so jih 29 nominirali, so zdaj zahtevali, da je ta najbolj kvalitetni kapital, ki je v kešu in podobnih vrednotah kešu, da se more povišati na 9% te rizične aktive. In recimo v naši banki je bila situacija, da je ta kapital 60 milijard in da je ta drugi kapital bil v obliki goodwilla. Goodwill je bil ocenjen v času, ko je sistem prevzemal sistem kapitalije, ki se je imenoval Banca di Roma, Banca di Sicilija, v letu 2007. Vi veste, kakšno leto je bilo tukaj v Sloveniji 2007, a ne? Kaj se je tukaj dogajalo. In ugotovilo se je, da je ta vrednost knjižna previsoka na sedanje razmere in da je treba to vrednost 20 milijard prepoloviti, 10 milijard zmanjšati. In hkrati na isti seji sklep, da bodo obstoječi vplačali 7,5 milijarde novega svežega denarja. Naslednji dan je bilo to povedano trgom, 15. decembra je bila skupščina, ker je bilo soglasno sprejeto, pred 10 dnevi je bilo to keširano, je bilo to vplačano. Vi veste, ne, sam način, ki ga je uporabila prejšnja vlada, tle v Sloveniji, več kot leto dni diskusija, ali bo kapital, ali ne bo kapital, to vse škodi našemu ugledu, zaupanju te države, verjemite mi. Ne. In jaz vam po pravici povem, pred 3 tedni sem bil s tujci, ki imajo interes za banko. Ta interes je. Zakaj? Predvsem zaradi koncentracije. Ker da imate vi tako situacijo, kot je v Sloveniji, da ima prva banka s povezanimi osebami 40% trga, druga pa 10%, vi ne najdete takega primera v naši soseščini. To je dejstvo. A ne? Ker monetarni sklad, Svetovna banka, ko merijo koncentracijo na posameznem trgu, vedno gledajo, koliko trga ima prvih 5. Vendar je zelo pomembno, kakšne so razmerja med njimi. Ne? Če mi gledamo prvih 5, je situacija tudi v Sloveniji približno ta prava, bi lahko rekli evropska ali pa svetovna. Ne? Ko pa to pogledaš, vmesa, ne, med prvim in drugim nimate vi nikjer take razlike. Situacija, ki je naprej od 2. do 5., 6., 7. je popolnoma normalna. Ne. Tako da, jaz mislim naslednje, ne, da poznam, kaj se je govorilo v programih, ali se govori v programih, kaj so govorile stranke. Ne. Če mene vprašate, tukaj, jaz ne vem, kje vidi država denar. In zdaj rok, ki je za dokapitalizacijo strani Evrope postavljen, je zame zelo kratek. Vi veste, Evropsko bančno združenje je ugotovilo, da evropske banke potrebujejo 123 milijard. Zdaj si pa vi predstavljate, bančni sistem v Sloveniji že 3. leto z izgubo. Prva banka že 3. leto samo se stopnjujočo izgubo. Kje so lastniki? Kateri so lastniki, da bodo pri izgubah pa še dodatno dajali? To je vprašanje ne samo za Slovenijo, to je vprašanje za širše, ker Evropska unija, prvi ministri 26. oktobra so rekli, ne, da tam, kjer ne morejo lastniki, naj države pomagajo. Zdaj pa naslednje, kako naj pa države pomagajo, če imajo pa same javni dolg, recimo na takem nivoju. S čim naj pomagajo, je zame drugo vprašanje. Glejte, to, kar je zdaj naredila Evropska centralna banka v začetku decembra. Prišla je na trg se z denarjem 498 milijard. Z denarjem iz nič, kot se pravi, v centralnih bankah se dela denar iz nič. 523 banke so delovalo brez omejitev. 3-leten denar, 1% obrestna mera. Vi veste, kakšne so procentne, mislim, kakšne so obrestne mere doma za vaše vloge. Ne? Pa še nismo zadovoljni. Tukaj, iskreno povedano, v Sloveniji še ni prišlo do tega zavedanja,
da tisti, ki ponuja najvišje, je lahko zelo v nevarni situaciji. In se ljudje ne spominjajo 96. leta, ko je propadla Triglav banka, pred svojo smrtjo izdala obveznice z izredno visoko obrestno mero in so ljudje planili na te obveznice, ker so gledali samo obrestno mero. In danes jih poznam en kup ljudi v Sloveniji, ki ima še zmeraj to orientacijo, ki jih ne zanima, kaj je kdo in kdo je kdo. Jaz poznam ljudi v Sloveniji, ko so po isti logiki investirali v tuje papirje, obveznice države, ko so šli preko meje, pa so rekli, ne verjamemo domačim pokojninskim skladom, dajte nam eno idejo za državne papirje z visoko obrestno mero. Vi veste, kakor to rečem, dobre papirje, visoko obrestno, sem sam sabo v nasprotju, ker to trg ne sprejema, to je obratno sorazmerno. In pred 2 letoma je država razglasila bankrot. Obrestna mera 9,38 ameriški dolar v ameriškem dolarju. Kaj zdaj imaš? Si med ostalimi žalujočimi in ljudje se še nečesa ne zavedajo. Da kadar nastopa država, poglejte, to so primeri že iz 19. stoletja. Država ima tako imenovano suvereno imuniteto. Kaj to pomeni? Če vi daste klauzulo na izdane obveznice, da se vi lahko na to pozivate, na suvereno imuniteto, in če ste vi toženi strani upnika, vam se ni treba spustiti v pravdo. 1864. leta je bila tožena portugalska kraljica pred londonskim sodiščem. In takrat je londonsko sodišče reklo in postavilo to tezo, suvereni so imuni. In ta teza, da so suvereni imuni, pa ste je veljala pred londonskim sodiščem do 1974. leta, ko je bila tožena centralna banka Nigerije. Pa ko so se v Ameriki začele pravde, ameriški farmari so dobavljali žito bivši Sovjetski zvezi. In ti v Sovjetski zvezi kolhozi so se sklicevali, da so državna lastnina in da ne morejo biti toženi pred newyorškim sodiščem. In takrat so povedali ameriški vladi, ali naj vlada zdaj jim plača žito, ali pa sprejme ustrezno zakonodajo, da jih bo zaščitila. In takrat je Amerika 76. leta sprejela poseben zakon o obravnavanju tujih suverenov pred ameriškimi sodišči. Leta 78 Velika Britanija. Kaj vam hoče reči? Ljudje, ki kupujo, sploh nimajo pojma. In če ste slišali, ko je nemška kanclerka komentirala, kako se bodo privatniki pogajali se z grško vlado, kakšne so bile te emisije, kakšne so bile klauzule, vsak veja. Ne vem, če tisti, ki so to investirali kot majhni investitorji, dejansko to vse vedo. Ampak samo opozarjam na to, mislim, da je na eni strani ta proces lahko zelo hiter in je svetovni proces, in je tukaj velika prednost ravno pri obveznicah, da lahko kupuješ katerekoli, vendar tukaj je polno pasti. In kaj je potem še večja nevarnost in še večji problem? Da pri obveznicah, vi veste, je tako kot pri delnicah na prinosnika. Jaz sploh ne vem, od koga sem. Ker če trg dobro funkcionira, jaz lahko, tako kot je Indija izdala 100-letno obveznico, jaz vsak dan keširam. Jaz depozita ne morem pritiskati v banko vsak dan. Če imam zapadlost, ne vem kateri dan, če imam pa jaz tak papir, pa trg funkcionira, jaz lahko to dejansko dnevno keširam, po logiki diskonta in tako naprej. Tako da, poglejte, kaj je smiselno, se moramo mi zavedati. Zdaj vlada, ta trenutek je logično, je prva skrb proračun, rebalans. In vsi dobro vemo iz gospodarstva, da krčenje stroškov ima svoje meje, popolnoma jasno. In kaj je proti utež temu? Je temeljno vprašanje, kaj in kako se s gospodarsko rastjo. Kaj mi lahko naredimo na to, da bi prihodki bili v proračun večji, da bi gospodarstvo rastlo. In če dovolite, tukaj samo še 2 primerjavi. Glejte, leto 2007, ki ne bo nikdar pozabljeno, jaz mislim, v slovenski zgodovini, pa tudi v Evropi.
kaj se je zgodilo in kar je izredno pomembno vedeti, kar se gospodarske rasti tiče. Vi veste, 2007 smo sprejeli evro. 2007 je Ljubljanska borza naredila evropski rekord. 78% v enem letu. Vse je gnal kredit. Kreditna rast je bila 42%. Mi nismo tukaj doživeli rekord, kot Slovenija, kot država. Ko je Irska prevzela evro, 99. leta, ko je evro prišel, Irska je imela 60% kreditno rast. Vse je gnal kredit in dva trga sta najbolj dejansko to občutila. Nepremičninski in seveda delniški. Ko smo marca 1999 imeli prvi sestanek s pokojnim Dijsselbloemom, predsednikom Evropske centralne banke, sem mu jaz to vprašanje postavil, sem rekel, predsednik, prostite, kako je zdaj mišljeno, pri enotni denarni politiki? Kako bo lahko Evropska centralna banka imela vpliv na posamečno državo članico? Imela je Irska takrat evropsko obrestno mero 4,75, inflacijo 6 do 7, gospodarsko rast 8 do 9, v proračunu suficit, logično pri taki rasti. To pomeni, imela je realno negativno obrestno mero. In seveda vsi so šli v kredite. In so deformirali ne samo doma, celo na jugu Portugalske, v tej pokrajini Algarve, so se pokupili Irci. In kaj je bil njegov odgovor? Je rekel, dragi kolega, je rekel, nič ne moramo mi narediti. Irska je 1% evropskega GDP-ja po kapaciteti. Je rekel, to vprašanje za finančnega ministra, ne za nas. Mi moramo gledati, kaj je v Nemčiji, kaj je v Franciji, pa kaj je v Italiji. Tukaj je srž in bistvo evropske ekonomije. In mi moramo menedžirati denarno politiko po teh velikih ekonomijah. In ne moramo gledati zdaj ta male. Koliko smo mi sami vemo. In tega istega 2007. Vi veste, smo začeli se z evrojo, pa še nekaj. In tega ne smemo pozabiti. Nevarnosti inflacije. Če se spominjate pred volitvami 2008, kaj je bila tema? Inflacija. Julija meseca smo imeli že 7,2% inflacijo, se z evrojem. Najcenejše financiranje po logiki evropske obrestne mere. Ker gledano realno, pri taki visoki inflaciji, evropska obrestna mera, dejansko najcenejše financiranje. In zdaj poglejte, kaj sem hotel reči. Takrat, vi veste, kakšno rast smo dosegli preko 6. Ampak košne so bile investicije? 32% slovenskega GDP-ja na letni osnovi. In če vi zdaj to pogledate realno, naše nacionalno varčevanje je takrat bilo med 24-25% GDP-ja. Vsa ta vrzel investicijska je bila angažirana na tujih trgih. Brez nje ne bi mi mogli take investicije. Če vi gledate, kaj je realno v Evropi, v monetarni uniji, dokoliko segajo investicije, povprečju do petine GDP-ja. Do petine GDP-ja. In zdaj tukaj se zastavi zame temeljno vprašanje. Namreč, če misli zdaj in mora država nekaj narediti proračunu, zadeve krčiti. Zadeve krčiti tam, kjer je. Ampak na investicije ne sme pozabiti. Na infrastrukturo ne sme pozabiti. Glejte, jaz ne bom nobene tajne povedal, ampak 14. oktobra 2010 smo prejšnji vladi dali konkreten dokument. Kako bi začeli s drugim tirom. Imeli nekaj sestankov na najvišji ravni s sosednjo Italijo. Evropska sredstva, koncesija, potem javno-zasebno partnerstvo. Skratka, kompilacija vseh oblik. Ker ti se moraš zavedati, ti ne moreš zdaj računati na to, da boš ta projekt modernizacije železnice, pa vse to, kar potrebujemo, izpeljal po isti formuli kot ceste. Ko si se sam zadolževal na klasičen, ker ne boš dobil. In vsi vemo, če država tega ne bo podpirala, ker preko tega se po kapilarah pretakajo stvari naprej do gospodarskih subjektov. In če vi gledate Ameriko,
Kaj dela v recesiji? Še naprej, še dodatno investira v javni sektor in tako dalje. Tako da tukaj moraš imeti pravo mero, ti ne smeš zdaj vsega zaprt pa vse ustaviti, ker potem boš ti zaustavil celo vrsto subjektov, ki so tako ali pa drugače dejansko se s tem povezani. In druga stvar, zdaj, če grem nazaj k bankam, zdaj gledajte, ko se bankam očita. V tistem letu 2007 denarja je bilo, kolikor hočete. Tukaj je treba povedati, kje se odgovornosti začnejo, jaz mislim, pri oblasteh vedno. Monetarna oblast ima veliko odgovornost. Če se vodi relax politika, cenenega denarja. Amerika je diktirala ta tempo. Od napada na Svetovni trgovinski center, takrat je bil poseben sestanek v skupini 7 najbolj bogatih držav, da je treba dajati likvidnosti še pa še. In to, da se je denar dobil dejansko poceni, da je domača centralna banka srta aprila 2007 dala sistemu 3,5 milijarde, prosite, to je bila zame tudi velika napaka, kar naenkrat. Pa prej se je 15 let zadeva akumulirala v obliki denarnih inštrumentov. Je bilo vprašanje, ko se Aškar sprašuje, kam bi dal. In tudi ljudje, navadni ljudje, ko vidiš racionalna pričakovanja, da ti tamle kapitalski trg gre s tako brzino navzgor, se splača vzeti kredit. A se spomnite, kako so pokojnega finančnega ministra atakirali zaradi kreditne banke Maribor? 2,3 milijarde je bilo plačanega. 2,3 decembra 2007. Kakšni očitki so bili, da je cena preniska? Dama in gospodje, bančne delnice so najbolj problematične, zapomnite si to. 100-letna zgodovina, G10, empirično dokazano, Amerika, Zahodna Evropa med najslabšimi. Vse druge branže boljši. Zato, ker banka je stičišče razno raznih in subjektov in vedno je težko dosegati dejansko najboljše rezultate. Tako da, kaj hočem reči? Če smo mi zdaj sestavni del Evropske unije, monetarne unije, pa koga se bojimo? Zemlja se nikamor ne premakne. Hugo Grotius, kot veste, utemeljitev mednarodnega pomorskega prava, on je rekel tezo, lastnina sega od pekla do neba. Zemlja ne moreš odnesti. In če je zdaj odgovoren lastnik, jaz sem od tujega lastnika. V 10 letih banka vsako leto dobičke. Vsako leto sklep se reinvestirajo 100%. Nobenega transfera v tujino. Ne tolarja, ne evroja. Lanskem letu še dodatnih 50 milijonov za to, da izpolnjuješ kriterije Basel 2. Pa koga se bojimo, povejte? Dajte primere. Bojimo se, da ne bomo mi mogli več pod mizo delati. Po domače povedano. Zelo direktno. In da naj bi ljudje ne sledili nekim normam, ki so obče veljavne. Tako da, kot sem rekel, zdaj, ker ni časa za to, ker imamo mi isti termin, 30. juni, in čas je zelo kratek, gledajte, leta 1993, ko sem bil v centralni banki in smo imeli 35 bank takrat v Sloveniji, zdaj jih imamo 25, in smo videli, da je kapital v bankah premajhen. In smo analizirali situacijo in smo rekli, za polno licenco upravljati vse bančne posle, je treba kapitala več imeti. Mi smo dali prehodno obdobje 2,5 let, da imajo prvič lastniki možnost se oceniti, ali imajo te kapacitete, da bodo doplačali, ali pa, da se bodo začeli meniti, da se bodo začeli združevati. Skratka, da se bo trg na novo profiliral. Tako da, če mene vprašate, je ta rok, ki ga je Evropska unija 26. oktobra sprejela, zelo kratek za take visoke zneske, pa pri teh rezultatih v bančništvu, ko so donosi
kot rečeno, če se sistemi gledajo negativni. Vi veste, prejšnji teden je centralna banka objavila tukaj izguba 356 milijonov v bančnem sistemu v Sloveniji, vsako leto višja. Ne. Zato se pravim, imam tukaj po mojem nekaj vzvodov, zato da povem ljudem, da pravo resnico in tudi argumente, zakaj bi bilo boljši, da pridejo ta pravi lastniki, zakaj je zame dovolj, da imam zlato delnico in tako naprej. Ne. Se pravim, razmere so se spremenile in trg se je spremenil. In če smo sestavni del, kot rečeno, monetarne unije in nam je interesu, da smo noter, verjamite mi, da lastna denarna politika tudi ostane. Jaz sem se vedno bal samo ene stvari, da vam priznam, da ne bomo doživeli tukaj v tej državi reprize iz Jugoslavije, ki je bila vedno skrb za devizne vloge. Mi vemo. In na koncu so banke rekle, nimamo. Čakajte. A ne? Tega sem se izmeraj najbolj bal. Ker to te največ stane. In izguba zaupanja te največ stane. In sistemsko tveganje te največ stane. Takrat, ko je bila prva banka v stečaju, istega leta na Hrvatskem je 12 bank propadlo v enem mesecu. 97. leta je Češka bila soočena s krizo krone, lastne valute, 10 bank propadlo v enem mesecu, prosim. In to je največja tragika, ker nobena druga firma ne potegne nase toliko nezaupanja kot banka, ker je logično in preprosto sklepanje, če je ta propadla, kaj, če imam je še v drugi, če ne bo še ta. In jaz grem tja iskat, dokler je, tudi če ne rabim. To je ta kmečka logika ali pa racionalna pričakovanja in racionalna odločitve pri vsakem smrtniku. Pa ni važno, je to Slovenija ali pa kje drugje. Ne? In zdaj, če je ta denar realociran na drugo lokacijo, ker ni v funkciji, je nacionalna škoda. Popolnoma jasno. Ne? In zato mora vsaka država biti zainteresirana, da je to sistemsko tveganje čim nižje. Ne? In vi vidite, tudi po Maastrichtski pogodbi, finančna stabilnost, kaj je finančna stabilnost? Finančna stabilnost je razumljena kot stabilnost inštitucij, stabilnost trgov. In za njo odgovarjajo države, kar je logično, ker ti lahko vstaviš nek proces negativen, na koncu samo z davkoplačevalci. Ni važno, čigava lastnina sem jaz, saj sem Kitajska ali pa iz Južne Afrike, jaz sem tukaj, po mednarodnem privatnem pravu jaz sem domača banka, ker sem tukaj registriran, tukaj plačam kapital, tako da jaz imam status domače banke. Ne? In lastnina je irelevantna. Tudi za moje tveganje, za moje zaupanje je irelevantna. Ali funkcioniram ali ne funkcioniram. A ne? Zato, gledajte, kot prvi podzaključek, mi brez investicij ne moramo pričakovati normalne rasti. Ja, tu je povpraševanje pri odprti ekonomije povsod pomembno, ampak hkrati ob tem tujem povpraševanju mi moramo imeti lastne investicije. Kako pa nastajajo te investicije? Iz lastniškega kapitala in dolžniškega kapitala. Zaradi te situacije, ki je nastala 2007 in je premoženje šlo v nebo, mi vemo, nasplošno, celotno, ne? In potem padec vrednosti tega premoženja, se to razmerje med dolgom in premoženjem bistveno poslabšalo. Dolg se je praktično povečal, ker je fiksen kapital z obrestmi, a ne, tukaj se pa premoženje znižalo. Ne. Tako da imate vi celo vrsto firm, ko imajo morda tudi dobre projekte, ampak je sedanja situacija nikakršna. Ali slaba, ker bi moral ti najprej ta rizični kapital povečati, da bi najel nove kredite. Zdaj pa vas sprašujem, kje pa je ta kapital doma? Koliko je takih, ki imajo pripravljen kapital, svež kapital, da bi ga uplačali? Jaz jih ne poznam dosti. In dosti denarja se pa ve, zakaj je šlo. Za privatizacije. Nobene ne bi bilo, verjemite mi, velike, če ne bi domače banke
vodile tako politiko. Nobena tuja banka ne bi šla to financirati. Na dobro ime, na bodoče donose, brez moje lastne udeležbe. 98. leta sem jaz delal analizo v centralni banki, takrat, ko so se že prve privatizacije delale, kaj se dogaja pri kreditih, pri kreditiranju. Poznam pri 15 primeri samo 2 človeka v Sloveniji. Poznam, en je dal garsonjero za hipoteko, eden pa lastno hišo. Vse drugo brez. Ne. To je tudi dejstvo, prostite. Ne. In zdaj, če ne bomo mi tega prekinili, ne, in če ne bomo mi tukaj spremenili, prvič, kot rečeno, odnosa do vseh teh oblik, ki so legitimne, ki jih Zahodna Evropa priznava, pa da se ne bomo bali lastnine, da bomo od te lastnine zahtevali odgovornost, prosim. Ne. Potem ne moramo pričakovati, da bomo šli naprej. Mi pa potrebujemo to. Ne moramo mi dohiteti Evrope. Poglejte, koliko časa se mi pogovarjamo o regijah v Sloveniji. In še nikamor nismo prišli. Meni so Avstrijci, vi veste, Avstrija, Švedska, Finska. Zadnja skupina pred nami, ki je prišla v Evropsko unijo, leta 1995. Kaj so oni naredili? Oni so deklarirali 2 regije v Avstriji, pa veste, da ima Avstrija 14 dežel. Ne? In deklarirali so jo kot regijo, ki je ogrožena z bodočimi članicami Evropske unije. Začenši na ozemlje na severu Češka, Slovaška, Mađarska, Slovenija. In z njo so šli pod denar v Evropo. Naredili so svojo hišo, morda gospa ministrica to ve, ali pa jo celo obiskala, jaz sem jo. 280 ljudi noter dali v to hišo, da imajo dostop do birokratov, po domače povedano v Bristolu. Kolikor sem jaz rekel, če vi pogledate Slovenijo, Ljubljana svojo okolico dosega evropsko povprečje GDP-ja per capita, 100%. Če bi za to Ljubljano in okolico rekli, to je ta razvita, vse ostalo nerazvito, s katerim deklariramo za Bruselj, bi bila situacija, pa se mi lahko naprej pogovarjamo o 13 pokrajinah ali pa o 6, ali pa koliko hočem, ampak to je ta oportunizem evropski. Meni so Nemci pripovedovali njihovo zgodbo. Vi veste, dokler se ni podrl berlinski zid, Evropa ni poznala regijskega pristopa. Ko so Nemci videli, ko so prevzeli državo vzhodno v stečaju, da morajo oni tudi kaj dobiti. Oni so sam dajali v Bruselj. In ko so videli, da je ena Barcelona bistveno bolj razvita in da Španija dobi 4 do 5% GDP-ja iz Bruslja, enako Irska, oni so bili tisti, ki so zahtevali pokrajine in ta pristopa. Ne. Ampak mi na tem segmentu ni premika. In mi se med sabo, kdo bo zdaj pomembnejši, interno, namesto da bi iskali dejansko po tem istem vzgledu, ker oni so nam dali vzgled, kako je to treba. Ne. Skratka, hočem reči, če smo mi, recimo, več kot dekado imeli gospodarsko rast med 3 in 4 realno, ne, in to bi lahko rekli plačilno bilanco, kar je izredno pomembno tudi, se z majhnim deficitom, ker vi veste, ta kriza je še 2 stvari pokazala. Da je danes pomembno, kakšna je tako imenovana interna stabilnost. Kaj pomeni interna stabilnost? Če vi na eno stran daste vse kredite, ki se odobravajo nebančnemu sektorju, prebivalstvu in podjetjem, pa na drugo stran depozite od tega istega primarne vere. Ne? Da pogledate, kakšen je ta količnik. In pri nas je količnik 143. Ne? To pomeni, da so krediti bistveno večji, kot je to. Recimo na Češkem imate 1:1. Ne? To pomeni, da so ti krediti dejansko iz domačih primarnih virov. Ne? Na drugi strani, seveda, če pogledate plačilno bilanco, tam so imeli deficit, vendar je kapitalski račun, ko so prodajali lastnino, pokrival ta deficit. Ne? In ni bilo nikdar problema, enako tudi v Baltiku. Ne? Tako da hočem reči, mi prvič moramo na tem delati, ker enaka skrb kot za stroške mora biti za rast. Ker če bom jaz,
mi vemo, ko smo imeli tako rast, ni bil noben problem javni sektor. In vse je funkcioniralo, za vse je bil denar. Če pa nimaš rasti, je pa dejansko vse problem. Poglejte, kaj mene je zelo dejansko zmotilo, da v teh programih, ko so iz stranke predstavile, se ni nihče bolj dotaknil tega, kar je OECD lansko leto marca meseca tukaj predstavilo. In med prvimi zadevami, prosim, pogledajte, kakšno ugotovitev je naredil. Edina država v Evropi, ki dajemo več za osnovno šolstvo in za vrtce kot za visoko šolstvo. Kako je to možno? Poslušajte. Zelo preprosto. Se rekel, če pogledaš to Slovenijo, ko se je država rodila 29 000 rojstev. Najnižjo točko smo dosegli pri 17 000. Danes osciliramo okrog 20 000. Zdaj se pa vprašajte, generacija, ki je tu stara kot država, je zdaj prišla na univerzo. Kaj smo pa mi na teh stroških za to izobraževanje v tem procesu naredili? Populacija se je toliko skrčila in tle imaš jasen odgovor, zakaj je per capita min na univerzi zdaj izdatkov ali pa dohodka na glavo, kot je tam. To je ena od glavnih stvari. Preko milijarde je šlo v lanskem letu. Banka bo naprej imela 60, 70 ali pa celo 3/4 trga finančnega posredništva. Pa nisem v Sloveniji, to je v Evropi. Evropa ni Amerika. Ameriki imajo 1/4 trga. V Ameriki so imeli leta 1998 korporacije 8000 ratingov. 8000 ratingov, prosim, ker so zadeve velike. To pomeni, da ti moraš nekaj tukaj narediti, da bo denar se pretakal od tistih, ki imajo zaupanje do bank, in da bodo banke dajale tistim, da bodo ga nazaj dobile, ne da bo tam ostal. In to moraš čim prej začeti. In verjemite mi, da te možnosti so, treba se samo odločiti, pa na primeren način povedati ljudem, ker jaz ugotavljam, ljudje v bankah ne vejo, kaj je banka. Časna beseda. Ker nimajo te predstave o posredniku. Pravo pozna 3 vrste posrednika. Mešetarja, komisionarja pa agenta. Banka je agent v svojem imenu za svoj račun. In če ti tega ne boš vedel, in če se ne boš tega zavedel, da živiš in umrl se z likvidnostjo, oprostite, ti nisi banka. Ker če ne imaš pa stalno nekoga zadaj za sabo, da ti bo samo dajal. Tako da, kot rečeno, zdaj ob teh diskusijah o rebalansu, in jaz ne vem, zdaj točno, kje so tiste možnosti, se pravim, jaz bi najmanj tako skrb posvetil temu, zdaj kako bi rastel in s čim bi rastel. In tam, kjer država mora dajati vzgled, in to je prav gotovo infrastruktura, tukaj bi zastavil vse, da bi tukaj zagnal stvari. Ker če bi mi zdaj v tem interregnumu, tudi de facto, ko mislim tukaj na infrastrukturo ceste, nekaj imeli, pa vi veste v parlamentu, kdaj je bil že program za modernizacijo železnic, še pri stari vladi, za 8 milijard sprejeta. Pa se ni nič zgodilo. In se nič ne zgodi. In to je dejansko velik problem. Jaz sem malo zašel, gospod Kovač, ampak se pravim, neke stvari so take, ki me skozi motijo, zaradi tega, ker se ne govori o ta pravih kategorijah. Ali se noče, ali pa ljudje ne vedo. Pa tudi v Evropi, to, kar sem rekel zaradi evroja in te dileme in zakaj so se dali taki popusti ali pa take priložnosti. Vse to se ve pri ta pravih. In ne boš ti doživel, da boš dobil evroobveznico, da boš dobil nemško solidarnost na vse dolgove. Mi smo se pa 4 leta pogajali z londonskim klubom, da bomo odpravili solidarnostno klauzulo. Dajmo se tega spomniti, kaj smo mi imeli v Jugoslaviji. In kako smo se mi borili, da se separira in da se identificira toliko, kot je kdo porabil. In da je solidarnost samo za tiste skupne stvari, ki jih je predstavljala federacija. To je preprosta logika solidarnosti.
Hvala lepa, gospod Arhar. Jaz sem nekako tri stvari take izluščene. Ena je taka, da mi spet se potrdi, da ni zastonj kosila, da nekako še zdaj plačujemo ceno tistega poceni denarja iz sredine prejšnjega desetletja v uvedbi evra. Drug tak napotek je pač dobre gospodarje v banke in pa podjetja, brez tega ne bo šlo. Pri rebalansu ne pozabiti na investicije in ne se bati zahtevati od lastnikov, da so odgovorni do svoje lastnine. Jaz bi imel zdaj še eno vprašanje za vas, potem pa bi verjetno tudi še vsem ostalim udeležencem tega srečanja dal besedo za kakšno vprašanje. Pri nas je delež varčevanja gospodinjstev ali pa prebivalstva razmeroma visok in tudi zadolženost gospodinjstev je razmeroma nizka, na drugi strani pa je ogromna zaloga neprodanih stanovanj v državi. So nekatere države, kjer je od krize sem vrednost nepremičnin upadla tudi za 30-40% in tam se trg pobira. So pa države, med njimi tudi Slovenija, kjer to stoji. Zdaj spet, jaz sem pogledal, zdaj hodimo vsi gledati malo v koalicijsko pogodbo, kaj tam piše, ne. Tam tako zelo pitijsko piše, da bojo nekaj poskusili, da bo vlada nekaj poskusila narediti. Sam pa se sprašujem, ali se sploh kaj da narediti, ali je to skoraj kulturno vprašanje, kdaj ali lastniki nepremičnin, sedaj neprodanih, oziroma potencialni kupci začnejo verjeti, da je cena tista blizu trga in da se potem spet začne ekonomija na tem področju, ki je, kar se tiče domačega povpraševanja, pomemben vrtet. Ali je to kulturno vprašanje, ali je tle možno tudi, rečemo, z kakšno potezo pospešiti ta proces, da kupci in prodajalci pride do neke cene, kjer si začnejo zaupati? Ja, glejte, najprej da vsi skupaj vemo, kakšna je razlika med situacijo v Evropi pa v Ameriki. Posegamo nazaj v čas rimskega prava. Rimsko pravo je tudi tukaj pri nepremičninah postavilo pravila. Postavilo je tako imenovano, pretor je sprejel tako imenovani lex commissoria. Tisti, ki je pravnik, ve, kaj to pomeni. Preprosto povedano, vi kot upnik, če imate hipoteko, vi ne razpolagate se z lastnino. Hipoteka je samo zavarovanje. Hipoteka, vemo, je breme, stvarna pravica, pisana v bremenski list. To pomeni, da če imam zdaj tako terjatev, imam kredit, dal sem kredit, imam hipoteko, nisem lastnik. Če jaz zdaj kot banka, nisem lastnik, ne morem prodajati. Če jaz hočem prodajati, je treba narediti javno dražbo. In imam enake pravice kot vsi ostali, da se javim na to javno dražbo in da postanem lastnik. In ko postanem lastnik, lahko začnem prodajati. Anglosaksonski sistem, ameriški inštitut Mortgage, nima take karakteristike, tam ni bil vpliv rimskega prava. Ne velja prepoved lex commissoria. Tam je situacija jasna. Jaz kot lastnik, oprostite, kot kreditor, jaz sem dal kredit, lahko za še več, kot je vrednost, bi dal v tistem trenutku. In potem, ko dolžnik ne more odplačevati, pravi, tukaj imaš, vzemi, jaz sem frej, sva se pokvitala. To pomeni upnik, kar direktno postaje brez vsake dražbe, brez vsega. Lastnik. In vi veste, zato je situacija v Ameriki, ko je izbruhnila ta kriza s hipotekarnimi obveznicami, je imela posledice na nepremičninskem trgu, kam je padlo to premoženje, ker je vrsta dolžnikov to naredila, kar sem zdaj rekel. To pomeni, mi imamo v Sloveniji zdaj situacijo, v večjih krajih vidimo spomenike, recimo stanovanje, jaz sem iz Cerknice,
v Cerknici je 7 blokov od Grosuplja, je 6 blokov od Evrogradne, na Oncu imate hiše individualne, firme v stečaju. Ne. Prva stvar, vemo, koliko je stečajni postopki. Ne. Druga stvar, upniki prijavijo stečajni postopek, ne ni nobene izjeme pri teh. Ne. To pomeni, jaz sploh ne morem prodajati tega. Jaz sem upnik, ampak jaz tega ne morem prodajati, jaz nisem lastnik. Jaz moram torej najprej postati lastnik. In ali pa se v tem postopku, ki ga recimo potem vodi stečajni, ne, tudi sam prijaviti na ta tender, da bom postal lastnika. Ne. Tako da zdaj druga stvar, ne, ki je v Sloveniji tudi nekaj posebnega in mi vemo, to je tudi sestavni del naše osamosvojitve in lastninjenja stanovanj. Mi vemo, da smo skupaj s Švicari, pa ne vem, kdo je še ena država, ko imamo največ lastnine na stanovanjih, ne, in da je ta najemniški odnos, ne, bi lahko rekli, zelo majhen. Če vi gledate podobno situacijo v Nemčiji, ne, v Nemčiji je skoraj pol situacija, pol lastnikov, pol najemnikov. Ne. Vi veste, že prejšnji vladi se je predlagalo, da bi država ustanovila sklad, stanovanjski, ali pa da bi obstoječi sklad posegel na to področje. Že preden so firme propadle, ker to je zame velika škoda, da so nekatere renomirane firme propadle, ker zdaj bodo tujci, penholderi, domači bodo pa najeti za razne stvari, to se že dogaja, se mi vemo. Ne. In če mi vemo, da je gradbeništvo v tem zenitu predstavljalo v strukturi slovenskega GDP-ja 8%, danes še 4%, približno na polovico se je skršilo. Ne. Je tukaj seveda resnično velik problem. In zdaj seveda še nekaj, ne. Tržna pričakovanja. Kakšna so tržna pričakovanja? Ne. Še vedno velja prepričanje, ne, cene še niso na dnu. In treba je čakati, dodatno čakati. Ne. Zdaj, resnici na ljubo treba tudi to povedati pri vseh projektnih financiranjih, ne, ki imajo svoj status tudi formalno pravno. Banka vedno dela tudi svoje kalkulacije. Ne. Investitor dela svoje, banka svoje, kjer so spodne meje. Ne. In jaz vem, da dan današnji, imamo tudi sami primer, ko smo taka investitorja prisilili k popolnoma drugim cenam. Ne. In se je recimo v zadnjem mesecu dni prodalo 30 stanovanj v eni stanovanjski enoti. Ne. On škripa se z obmi, ker banka gleda, da bo do svojega denarja prišla. Kakšno kalkulacijo on imel za svoj inženiring in druge stvari, ne, je druga stvar. Koliko je on dal na začetku, ne, ker slovenski nepremičninski trg, oprostite, je tudi del bančne politike. Nekatere banke skoraj niso zahtevali lastne udeležbe pri investitorjih, tako kot pri privatizaciji. Ne. Tako da so prevzeli vsa tveganja. Na drugi strani imate pa situacijo, da tle v centru mesta, ne, je težko dobiti, kaj spod ne bom rekel, kakšne številke. Ne. Ravno zadnjič mi je eden pripovedal, ki je iskal za hčerko, da ne dobi enostavno pod tako ceno. Ne. To pomeni, mikrolokacije bodo še vedno interesantne. Jaz se spominjam leta 2004 za eno lokacijo tukaj za Bežigradom, ko je prišel en lastnik firme iz Münchna, ki gradi nebotičnike v New Yorku. Ne. In je že takrat govoril meni, rekel, gledajte, samo posamezne mikrolokacije v Münchnu so draže, kot trenutno je ta trend tukaj v Ljubljani na raznih lokacijah. Ne. Tako da, kaj hočem reči? Ne. Zdaj mi teh postopkov ne moremo eliminirati, teh zakonskih. Ne. Zdaj, kakšna je hitrost, mi sami vemo. Včeraj je bila na to temo velika diskusija. Mi sami vemo, kako dolge so poti, da ena stvar postane pravnomočna. Zadosti je samo ena pritožba. Če pa ti hočeš, jih bo pa še več, pa še kasneje, pa tako naprej. Ne.
Tako da mi smo tukaj dejansko ujetniki v začaranem krogu. Ne. So stečajni postopki, ki se vlečejo, ne, in tukaj je zame velika tragedija. Vi veste, da je, koliko časa se je Lanov postopek vlekel, 15 let ali koliko, ne. Triglav banka še zdaj ni končana, iz 96. leta. In če včeraj sliši številko 682 stečajev v lanskem letu, ne, koliko časa se bodo stvari vlekle, kakšna škoda bo nastajala in koliko je že nastalo dejansko. Ne. Tako da, jaz mislim, da bi o tem kazalo razmisliti, ne, ker zdaj, tudi če so določene stvari v stečajnem postopku, mi vemo, ne, da ima na eni strani stečajni upravitelj in stečajni senat določene ingerence. Ne. In interesu bi moralo biti, da se stvari čim prej odvijajo in s čim boljšim rezultatom. Popolnoma jasno. In morda, če bi država naredila tukaj en vzgled v taki obliki, ne, morda bi se zadeva premaknila. Jaz nisem še z nobenem govoril, zdaj seveda od te vlade, ampak zdaj ne glede na to, ne, kakšen je naš javni dolg in tako naprej. Mogoče bi veljalo razmisliti in ponoviti nekatere stvari iz leta 91, ne, tudi kar zadeva z izdajo obveznic in skrbjo po istem sistemu, da se dejansko za kapital naredi moratorij, kar se države tiče, in da se plačujejo samo obresti. Ne. In na ta način skombinirati, da bi se zadeva dejansko premaknila. Drugače jaz ne vidim nobene možnosti, se pravim, v prvi vrsti zaradi teh pravnih postopkov. Ne. Pa še nekaj imamo, kot veste, vsako zase ve. Ne. Marsikje so tudi še zemljiško-knjižni problemi, ne, da nimaš čiste slike. Ne. Ker zdaj tukaj je tudi en odraz ene poslovne politike in ene skrbi. Nam se je celo zgodilo, prostite, da je bila hipoteka vpisana in en dan smo ugotovili, da je bila izbrisana brez naše vednosti. Jaz sem zagrozil, da bom tožil predsednico sodišča in tako naprej. Ne. Je bil kriminal. Sodelovali so pač tisti, ki ima čez zemljiško knjigo in tako naprej. Ne. Tako da ta vidik, ne, in mi vemo, ta zemljiško-knjižna strogost, ki jo je uvedla Marija Terezija, ne, ki je benchmark, ki je kvaliteta, ne, je pri teh dogodkih že iz bivše države in tako kot se je delalo, dobila v marsikaterem pogledu negativno konotacijo in nezaupanje. Ni bilo pravne varnosti tudi pri teh zadevah. Ne. Tako da v redu, zdaj je ta knjiga postala elektronska in stvari hitrejše, ampak tukaj moramo biti zelo previdni. In če ti te stvari dejansko hočeš pravilno urediti, ne, in jaz mislim, da je v interesu vsakega, če greš kupovati, pa se še zadolžiš in tako naprej, da boš tudi pravno zemljiško-knjižni lastnik, da ne boš slučajno samo posestnik. Rimsko pravo je postavilo tudi drugo tezo, si veste, ne? Črna gradnja, vse, kar priraste zemljišču, lastnik zemljišča je lastnik tistega, kar priraste na zemljišču. Ne? Hiša zemlji je kot ključ v omari, so učili Rimljani. To je dejstvo. In ti moraš to imeti urejeno. Če tega nimaš, ne boš imel ta pravega kupca ali pa investitorja, če govorimo o skladu.